Ja, pa so bili tudi zelo lepi časi, če zdaj pogledam. Ravno na današnji dan, pred 26 leti, to je 8. april 1990, imam zelo, zelo močne spomine. Namreč to je bila cvetna nedelja. Mi smo pa prej 2 leti prej praktično garali, se trudili v okviru Demosa za naš cilj. Za mene je bil cilj, če ga zelo poenostavim, predvsem, da se znebimo komunizma in pa Jugoslavije, torej za samostojno Slovenijo. In en dan pred volitvami v soboto je bil pa seveda tudi volilni molk. In jaz sem bil zelo utrujen, ker sem zelo veliko delal v tem volilnem štabu Demosa in sem tisti dan se res, sem rekel, se spočijem in sem šel ven v naravo, sem rekel, da se umirim. In sem šel tja gor na Karavanke, sem hodil sam, mir je bil, lepo je bilo, in ko sem prišel na vrh, sem se usedel, res se spomnim, to se ne zmišljujem, in sem na glas govoril, sem rekel, Slovenija, draga moja deželica, jutri boš svobodna, samo še jutri. Seveda, namreč to pove, da sem bil prepričan, da bomo zmagali, to se reče nove stranke Demosove in da bo to potem začetek tega, da se znebimo v bistvu komunizma, se uvede demokracija. In vedel sem tudi, ker sem je tudi na svojem predvolilnem letaku napisano za samostojno Slovenijo. Že takrat, ne? Ja, že takrat, jaz sem imel že to napisano, čeprav je bilo takrat na nek način skoraj rekel še to kaznivo po kazenskem zakonu. Torej, tako je, res je to, vendar pa vam povem, da smo že leta 1989 dobili nekaj pomoči. Konkretno Avstrijska ljudska stranka je organizirana 3-dnevni seminar na Dunaju na Politični akademiji za te torej opozicijske nove stranke in je bilo zelo koristno, so nam 3 dni predavali, tako da smo tam ogromno odnesli. Še to bi rad povedal, da pa so nas seveda v predvolilnem času mediji ignorirali in poskusite najti kakšne dobre posnetke, jih ne boste dobili, zelo malo jih je. Jaz osebno sem organiziral največji, bi rekel, pa veliki Demosov shod v mojem rojstnem kraju na Količevem. Tistih nekaj posnetkov je, jih še zdaj kažejo na televiziji pa ponavljajo, drugače pa mediji niso hodili in je bilo to vse, bi rekel, o čem skrito, pa vendar se je med ljudmi čutilo in jaz sem bil zato totalno prepričan, da bomo zmagali na volitvah. Ja, zgodba je ta, da sem jaz že kot pravnik, so me veselili računalniki in sem že se zaposlil v upravnem organu na tem področju pri izgradnji jugoslovanskega pravnega informacijskega sistema, nad katerim sem pa sicer obupal. In ko je bilo prvič, ko je bilo možno, da majčkeno zasebne iniciative, sem takoj ustanovil svoje podjetje, JUS Software, in sem začel delati pravni informacijski sistem za pravnike, JUS Info, ker se je dalo veliko več narediti seveda v zasebni iniciativi, z veliko manj denarja pa veliko večjim učinkom. In seveda, ko sem jaz bil izvoljen za poslanca, sem že uporabljal računalnike in sem tudi že imel prenosnika nekaj kilogramov težko Toshibo, seveda še v operacijskem sistemu DOS, tako da ni bilo nobene grafike, pa kakšnih slik, možnih niti ne, takih nespodobnih, ali pa da bi te novinari slikali, kaj delaš. Jaz sem si pač takrat tam pisal zapiske, sem pa seveda garal tiste 2 leti, jaz sem bil namreč predsednik zakonodajno-upravne komisije, ki je imela vse predpise, tako kot so imeli drugi, bi rekel, odbori, je imela za vse pa še zakonodajno-upravna komisija še večji pomen, kot ima pa sedaj zakonodajno-upravna služba. Je bilo paradoksalno, da sem bil jaz na nek način tudi vodja službe za zakonodajo kot poslanec, ker to še to moram povedati, ta parlament je bil nekaj unikatnega in paradoksalno, trodomni parlament. Mi smo ga podedvali, mi smo šli z načelom legalitete. Nismo rekli, bomo kar vse rušili, ampak smo rekli, skušajmo s to ustavo in s to obstoječimi zakoni začeti, potem pa vse na novo spremeniti. In tako smo to delali. Ja, torej, takoj naj povem, da sem zelo zadovoljen z stranko, z njeno politiko, posebej še v zadnjem času, ko se, rekel, skoraj na svetovnem nivoju nas začne ogrožati populizem in sem zelo vesel, da ima ves čas premočrtno politiko, zmerno, tako kot je treba, nobenih ekstremov in moram čestitati tudi predsednici Novakovi za njene zadnje nastope. Drugače pa seveda jaz vidim rešitev samo v skupnem nastopu slovenske desnice. Zaenkrat tukaj vidim te 3 stranke in samo te 3 stranke, to se reče SDS, NSI in SLS, ki so dediči
pomladnih dogajanj in pravzaprav tudi Demosa in se zelo zavzemam in se bom še zavzemal, da kljub tem sporom, da se najde nek sporazum in da se že pred volitvam, in to čim del časa pred volitvam, sklene neka predvolilna koalicija in Sloveniji ponudi neka nova rešitev. Ker ljudje se morajo zavedati, da vsa ta leta praktično nam levica vlada in to je glavni problem in vzrok za vse te težave, ki jih imamo. Čas je za desnico.